Lep dober večer vsem. Zbrali smo se na javnem uredniškem sestanku Zavoda Oštro, na katerem želimo predstaviti naš projekt Avtogrob. Glavni del projekta je izšel v ponedeljek, lahko pa povem, da pripravljamo še vsebine, ki bodo izšle, mislim, da ta teden, če bo vse po sreči jutri. Mogoče par besed, kaj sploh je javni uredniški sestanek in kaj je njegov namen. Na Oštru si želimo gojiti dvosmerno komunikacijo s svojimi bralci, ne želimo biti neki novinarji ujeti v ljubljanskih pisarnah samo za računalniki. Zavedamo se, da imajo ljudje veliko informacij, veliko mnenj relevantnih in želimo to gojiti, torej nek odnos. Tako da je namen uredniških sestankov, da vam lahko v živo predstavimo ne samo stvari, ki jih objavimo, ampak mogoče tudi neko ozadje nastajanja projektov ali pa mogoče tudi dileme, s katerimi se soočamo, pa jih ne objavljamo javno, ampak lahko z vami delimo. Hkrati pa tudi, da slišimo mogoče vaša mnenja, ideje, kaj bi še lahko naredili, kaj bi lahko naredili bolje, drugače in tako naprej. Želeli smo si, da bi se temu projektu, da bi se temu sestanku pridružili tudi predstavniki institucij, ki so pristojne. Povabili smo ljudi z Ministrstva za okolje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za javno upravo, z inšpekcije za okolje in tako naprej, ampak žal nihče ni prišel. Če pa je, a je slučajno? Ne, mislim, da ne. Če slučajno je, se pa z veseljem oglasi, ker si želimo pogovarjati torej dvosmerno in slišati tudi njihove zadrege ali pa kritike našega dela, da ne bomo samo mi njih kritizirali. Skratka, želeli smo si, da bi ta projekt imel neke konkretne rezultate, torej ne samo mi kot novinarji lahko damo neke informacije, neke ugotovitve ven. V idealnem svetu bi se pa zdaj tukaj pogovarjali tudi o rešitvah ali pa o nekih konkretnih ukrepih, ki bi jih lahko sprejele mogoče institucije ali pa država, kakorkoli, da bi reševali problematiko z izrabljenimi avtomobili. Torej, mogoče preden grem v konkretne stvari, kako smo delali projekt, bi rada povedala eno opombo. In sicer, mi smo projekt začeli z idejo o registru ilegalnih odlagališč avtomobilov oziroma črnih odlagališč in potem smo po premisleku prišli do tega, da jim bomo mi rajši rekli neprijavljena odlagališča, torej odlagališča, kjer so izrabljeni avti, kjer osebe ali pa podjetja, ki tam delujejo, nimajo okoljevarstvenih dovoljenj. Torej, po neki zdravi kmečki pameti, po mojem, to je nelegalno odlagališče, ampak čistko, da nas ne bo kdo tožil in ker je to, kaj je nelegalno in kaj je legalno v pristojnostih policije in inšpekcije, je moj namen govoriti o neprijavljenih odlagališčih, če bo pa meni ali pa kakšnemu kolegu ušlo in bo rekel nelegalno, torej ne bo to začetna opomba, da je mišljeno neprijavljeno. Tako, tukaj se že prikazuje rezultat našega dela in sicer interaktivni zemljevid z lokacijami. Nazadnje smo lahko potrdili 74 neprijavljenih odlagališč avtomobilov po celi Sloveniji. Skoraj vsako peto leži na parcelah v lasti države, občine, državnih podjetij, kar se meni zdi, da kaže na to, da gre za sistemski problem. Več odlagališč, če se ne motim, jih je bilo skoraj desetino, obstaja že desetletja. Mnoga med njimi inšpekcija vezanih je ukrepala, ampak se nič ne spremeni, dejanja se nadaljujejo. Tako da mislim, da na kratko vse kaže, da imamo s tem, torej z izrabljenimi avtomobili, z neprijavljenimi odlagališči takih avtomobilov sistemski problem. Mogoče bom zdaj medtem, ko se to kaže, predstavila malo, kako smo mi to delali, kakšna je bila naša metodologija, ki ni popolna, tako kakor po mojem, da nobena ni, pa da si lahko predstavljate, kako je to potekalo. In sicer mi smo začeli z kopico, recimo, da jih je bilo 5-10 lokacij, za katere smo mi vedeli čist
iz nekih svojih novinarskih virov, ali pa smo že v preteklosti pisali zgodbe o tem. Do nekaterih lokacij smo prišli, ko smo se pogovarjali z legalnimi razgrajevalci. In to je bil naš začetek. Na to smo pogledali, kaj vse že obstaja. In med drugim smo se lotili pregleda medijskega poročanja o ilegalnih odpadih, pa mogoče lahko Meta, ki je to konkretno delala, kaj več o tem pove. Začetki so bili zelo, vsak, tudi lokalen medij, ne, zagotovo ve v svoji okolici za vsaj enega, če ne nekaj takih neprijavljenih odpadov. In sigurno je nastal kakšen članek že tudi leta 2006, ko so poročali recimo o že izvržbah, da so iz določenega gozda že dali oziroma odpeljali več 10 avtomobilov, pa se je to leta 2024 spet začelo kopičiti na istih lokacijah. Ne? Tako da zelo prav nam je prišlo poročanje lokalnih medijev na tej točki, zato ker kdo pač pozna boljš lokalno območje kot oni. Če bi pa tle samo še dodala, je bila pa velika pomoč tudi anketa, ki smo jo dali na splet, kjer so pa imeli tudi naši bralci možnost, da dodajo kakšno lokacijo, svojo lokacijo, ki jo poznajo. In ena pozitivna stvar, ki se je pokazala že tudi po sami objavi, je ta, da so lokacije začele spet prihajati nove, dodatne. Tako da tudi tukaj bomo zagotovo imeli kakšno debato o tem, kako jih po tej metodologiji vnašati, posodabljati ta zemljevid, ga dopolnjevati. To. Ja, mi smo si tudi želeli, da bi ravno to, da bi bralci, ki se pritožujejo ali pa so javili inšpekciji, pa se nič ni zgodilo, da bi lahko to nekomu javili, ki bo to nekje objavil. In na ta način smo dobili 27 potencialnih lokacij. Ampak spet, mi smo zelo tako, kar objavimo, hočemo stati za tem, tako da smo za vse te lokacije potem iskali dokaze, torej, da je to res to, torej šli smo na teren ali pa iskali satelitske posnetke iz tega leta. V nekaterih primerih se je izkazalo, da mogoče tam tega ni več ali pa da gre za en avto. Tega je bilo kar veliko, no, in jaz kot občan, kot državljan, ne vem, mene tudi moč, če se sprehajam, pa vidim sredi gozda en avto. Preprosto pa smo tukaj mogli se omejiti in smo rekli, okay, da lahko rečemo, da je nekaj odlagališče, mora biti avto več kot en. Tako da smo te lokacije žal, jih nismo umestili v ta zemljevid in v našo preiskavo smo pa obljubili in bomo to naredili zdaj v kratkem, da bomo še te lokacije, poleg vseh, ki smo jih poslali inšpektoratu, posredovali inšpektoratu. No. Pomemben vir je na teh potencialnih lokacij je bil pa tudi register divjih odlagališč Ekologov brez meja, ki je bil zasnovan leta 2009, pa če se ne motim, je z nami na klicu Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja, ki lahko malo pove o tem. Ja, Jaka Kranjc je z nami in mislim, da se bo zdajle priključil. Jaka, a nas slišiš? Samo malo. Jaka, a si ti z nami v klicu? Sem z vami. Ok. Mogoče prek streaminga nisi slišal, ali je pa kakšen zamik. Ni dela, mislim, na YouTubu nič ne dela. Sem z vami. Aha, prav, da na YouTubu ne dela. Dobro. Ok, Jaka, daj prosim ti povej, kako je vaš del sodelovanja potekel, ko smo sestavljali zemljevid. Pa o vašem registru še, ja. Prvo, hvala za vabilo, tudi lepo pozdravljeni v mojem imenu. Mi smo seveda prvo pogledali, kaj smo imeli evidentiranega že v registru divjih odlagališč, ki je nastal za potrebe akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. In v bistvu na začetku niti imel noter kategorije odpadnih motornih vozil, ampak je bilo kasneje dodano, ker se je izkazalo, da je tega veliko na terenu. Takrat smo odkrili od seveda posameznih vozil, posameznih šasi, pa seveda gum z ali brez koles, do večjih skupinskih odlagališč, pa kakšnih res patoloških primerov, ko so se ljudje šli in si
dobesedno gradove gradili iz odpadnih motornih vozil, naprimer na eni cesti nad železniki si nekdo celo parcelo s tem zazidal, noter imel cel kup jeznih psov, tako da je res hotel imeti svoj mir. In potem se je izkazalo, da so tudi postopki že dolgo časa na to temo trajajo. In potem kasneje smo pa Zdaj je malo zamrznil. tega projekta. Aha, ok, v redu je. Seveda, tukaj smo se osredotočali samo na avtomobile. In ta model ocenjuje v osnovi nevarnost za naše vire pitne vode, ker Slovenija je zelo raznolika, smo bogati z vodo, ampak ker je velik del države na Krasu, imamo zelo hiter dostop včasih iz površja do naših vodonosnikov, do naših podtalnic, do naših vodnih teles. Tako da sam model upošteva to v veliki meri, velikost odlagališča, ta dva sta bila najbolj pomembna v tem primeru, potem pa še nekaj drugih faktorjev, ki na srečo niso dodali veliko točk v tem primeru, ker ni bilo nobenih tako kritičnih odlagališč. Torej, naprimer, prisotnost na območjih zavarovane narave, imeli smo nekaj bližnjih primerov, ampak ne nikjer v strogih naravnih rezervatih ali kaj podobnega. Nobeno odlagališče ni bilo na območju s pogostimi poplavami. Potem ocenjuje tudi razdaljo od najbližjih vodnih teles, torej so to reke, so to jezera in podobno. Tako da več enih faktorjev ocenjuje na podlagi prosto dostopnih v resnici podatkov. Tako da to je vsaj ena dobra zadeva, da imamo veliko teh okoljskih zadev javno na voljo. Ta hidrogeološki sloj za potrebe samega ocenjevanja je bil pa ločeno razvit, ker običajen ni bil primeren. Tako da to smo potem vse sprogramirali in, kako bi rekel, nahranili s podatki tega svežega popisa. Na koncu so prišle ven ene številke in zdaj so na karti na voljo malo bolj razumljivo kategorizirane. Zdaj, kar se tiče samih rezultatov, mi smo po svoje razočarani seveda, da se to še vedno dogaja. Med samo akcijo se je izkazalo, da na koncu so ljudje tudi uporabljali še register, pa sami še čistili nekaj teh je cel kup enega železa v resnici, ki je vredno, če se potrudiš ga zvitlati ven iz ene grape ali pa z kjerkoli na voljo, a ne. Tako da to je šlo na naš mlin. Ampak kar se tiče pa teh večjih kršitev, večjih odlagališč, se pa nasplošno kaže, da so postopki na inšpektoratih ali pa sodni postopki, da se vlečajo, da se zavračajo dokazi, da so dostikrat potem od občin, lokalnega prebivalstva, samih inšpektoratov nemočni. In tudi tukaj je bilo nekaj takih primerov. In to mislim, da je ta ključni problem, ki ga projekt nekako risuje, ker seveda imamo okoljski problem s samimi temi odlagališči. Če si predstavljate, koliko enih nevarnih tekočin je lahko v motornih odpadnih vozilih in kako hitro lahko pride do onesnaženja teh naših dragocenih vodnih virov, je seveda grozno. Ampak v resnici kaže na problem širši našega nadzora nad okoljskim kriminalom. Pa če gledamo, ali z vidika policije, ali z vidika inšpektoratov, sodnega varstva, to, da se tako dolgo vlečejo postopki, da ljudje izgubljajo zaupanje v sam sistem, vodi samo v slabšanje situacije, ker ko ljudje izgubljajo zaupanje v sistem, pomeni, da bo prihajalo še do več takega ravnanja, da bo ljudem vseeno in podobno, ne pa da bi prihajalo do izboljšav. In mislim, da mi kot nevladna organizacija, pa naprimer Oštro kot novinarji, smo en tak odličen par enih Davidov, da naslavljamo, pa opozarjamo na ta goljatski problem, če tako rečem. Ampak v končni fazi je država kot upravitelj, kot tisti, ki bdi nad vsemi temi postopki, tista, ki mora spremeniti pristop, ki mora, moramo, če si zdaj malo nenavaden primer izmislim, tale Štulerjev zakon, ki je bil sprejet, rabimo eno podobno gradacijo ali neke algoritme ali postopkovnike za hitrejše ukrepanje v primerih, kjer bi rekel, da je vsakemu jasno z neko kmečko pametjo, da je nekaj narobe, pa da sistem zatajuje. Seveda ob nekakšni ohranjanju nekega pravnega varstva, ki ga vsi želimo, to se mi zdi, da je potrebno. In ja, ni ene enostavne rešitve, zato mislim, da moramo še naprej na to opozarjati.
Hvala. Hvala, Jaka. Ja, lahko se v bistvu smo tudi narisali na zemljevidu neka zavarovana območja in se vidi, da prav v najožjih ni, imamo pa enega v parku Škocjanskih jam, en je v krajinskem parku Strunjan in pa v krajinskem parku Ljubljansko barje tudi. Ja. Tega v Strunjanu so že po naših informacijah kasneje začeli očiščevati. Tako da to je še en tak posredni vpliv poročanja, medijskega poročanja na situacijo v naravi. Tako da ja, ampak glede teh ocen škodljivosti, kdo kakšno pripombo ali pa vprašanje mogoče na tej točki? Ne, pa bi se pa jaz mogoče vrnila nazaj torej na to stopnjo, kjer smo imeli mi en kup lokacij, ki smo jih dobili od bralcev, od naših virov, iz medijev. Na eni stopni smo se sprehajali po satelitih Google Earth Pro in Google Street View in se nam je po mojem že vsem zdelo, da tukaj je, ne vem, industrijska cona, tukaj bo zihar neki. Ali pa smo že kar videli neke vzorce in že skoraj na pamet iskali in kar najdeš tudi tako naslepo, bi rekel, odlagališča. Ampak nismo se zadovoljili samo torej z informacijo, želeli smo jo želeli smo jo potrditi in smo se odločili, da bomo hoteli imeti dokaz, da so tam bila torej avtomobili v letošnjem letu. Torej, vemo sicer, oziroma verjetno tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, vedo, da se te stvari lahko na mesečni ravni spreminjajo, ampak preprosto smo mogli nekako to zastaviti in smo rekli, ok, moramo imeti dokaz, da so v letu 2025 nekje bili avtomobili. In z satelitskimi posnetki prosto dostopnimi smo lahko rešili tam 40 od 120 lokacij. Za preostanek pa smo rekli, dobro, bomo poskusili dobiti satelitske posnetke, ki se jih pač plača, ki se jih naroči. In pri tem moramo imeti kolega Miša Gagarina iz OCCRP-ja, to je mednarodna poročevalska mreža, katere del je Oštro, ki se je mesece trudil pridobivati dostope do nekih teh služb, ki prodajajo satelitske posnetke. To postaja vedno bolj dostopno, ampak še vedno so naročniki ponovadi države ali pa neke, tajne službe, ki imajo veliko več denarja kot novinarji, tako da je pač se mogel zelo potruditi, da je to pridobil za neko ceno, novinarsko ceno, ne vem kako ne rečem, ali pa nevladno ceno. Tako da mi smo veliko upov polagali v te satelite in smo jih na koncu dobili po veliko truda za 27 lokacij. Potem pa se zgodi, da je bilo slabo vreme ali pa je ravno senca dreves padala in tudi če imaš ti visoko kakovostno satelitsko fotko, ni dovolj jasna, da bi ti rekel, ok, to je izrabljeno vozilo. Tako da vseeno smo ostali z cca 50 lokacijami, ki smo jih šli preverjati na teren. Terena je bilo kar veliko ljudi je bilo vključenih v to delo in potovali smo med Koprom, Brežicami, pač po dolgem in počez, po celi Sloveniji, pa mogoče lahko tukaj Uroš pove, če ima kakšno anekdoto ali pa kako je občutil terensko delo. Ja, hvala, Žana. Torej, ja, mogoče jaz sem še iz časov, ko satelitski posnetki še niso bili toliko aktualni za novinarsko delo. In sem zelo vesel, da zdaj obstaja ta tehnologija. Hkrati sem pa vesel, da še vedno obstaja terensko delo. Se pravi, šele ko greš ti pogledat na lokacijo, se pravi pogledat vse te kraje, kjer so izrabljeni avtomobili, ugotoviš, kako strašen problem je to, ker ga doživiš dobesedno, v šoku lahko, ko zagledaš sred prelepe jesenske narave, tole, recimo. Ne? Take situacije, jaz sem pač že dolga leta novinar,
veliko smo že dali čez, ampak česa tazga še nisem videl. No. To je zdaj pač čist eno iskreno doživljanje našega projekta. Spraševal sem se tudi v nekaterih primerih, zakaj se to sploh dogaja, ker tam naprimer ni bilo, kamor sem jaz šel, recimo v Kočevju, tam ni videti nobene dejavnosti, ni videti, da bi se nekdo s tem ukvarjal. Tam so samo avtomobili odloženi tu in tam brez reda. In na nekaterih lokacijah. Ne. In sva se pol tudi z Žano pogovarjala, kaj pa s takimi narediti, ne? Ker mi se tukaj pogovarjamo o, se pravi, neki potencialnih goljufijah, o katerih vi gotovo tukaj naši gostje danes več veste. In sva iskala mogoče tudi kakšne druge vzroke, no, ne vem, poveva, kako je bilo. To je spet stvar, o katerih sva debatirala, razmišljala in na koncu prišla do tega nismo vključili v zgodbe, ampak v enih primerih je jasno, to so hale najete, slišali smo, da so to bogati ljudje, pač gre za neko dejavnost, ki prodajajo avtodele, kakorkoli je, pač to biznis. Veliko primerov pa je bilo, kjer se res sprašuješ, kaj je, seveda ne moramo nobenih diagnoz postavljati, ampak tako, ko se pogovarjaš z ljudmi, so včasih to verjetno ljudje, ki imajo neke, ne vem, psihološke težave. Pomislili smo na ta termin hoardinga, torej kar ljudje kar kopičijo stvari, nekateri oblačila, nekateri pa ne vem, avtomobile, seveda to še vedno je problematično za naravo in tako naprej, ampak v glavnem do tega razmišljanja smo prišli, da mogoče kakšni primeri taki so. Ne vem pa, kako to rešiti. No, tako. Meni pa mogoče je bilo zanimivo, kako bolj, ko sem bila v tem projektu, bolj pač te avtomobile vidiš res povsod. Greš na sprehod, jih vidiš, greš na izlet v Bohinj, jih vidiš, greš na izlet na Primorsko, jih vidiš, voziš se, ne vem, greš nekaj kupiti v neko industrijsko cono in povsod so. In ko enkrat to začneš spremljati, ko opaziš, vedno več tega, tega je res ogromno, no, to je mene kar šokiralo. Hkrati pa zdaj ne bi šla v podrobnosti, ampak je bilo na terenu še kar zanimivo se skrivati po raznih grmovjih, se trest, ko so psi lajali in nisi vedel, kako dolgo verigo imajo in tako naprej, ampak to se mi zdi, da je bilo spet v tistih primerih, kjer gre verjetno za neko organizirano dejavnost in te ljudje, ki to delajo, imajo verjetno z razlogom pse. No, tako. Če smem jaz le sam dodati, Žana, to, ko si omenila, da videvaš, ne, že povsod. Ravno to je tudi, meni se zdi, namen tega projekta, da bi občinstvo, da bi državljani postali veliko bolj pozorni, tako kot smo rekli že na začetku, je sem pa tja posamezen avto v naravi, ampak če ti vidiš ta avto, da je sam recimo nekaj tednov, potem se pa začne kopičiti še drugi, pa tretji, pa četrti, da se to začne že takoj, ne, v bistvu opažati in preprečevati, da ne bi potem nastale situacije, kjer je teh avtomobilov nepregleden kup. Zato je pomembno, ne, da tudi če vidimo posamezen avto, da ostanemo pozorni, da pač preverjamo okolico svojo, ne, ker pač je naša in v njej bomo živeli, ne. Ja, res je, ja. Ne, kar izvoli. Okay. No, tako da to je bil del tega našega potrjevanja, da torej ne govorimo na pamet, ampak imamo neke dokaze za to, da trdimo, da je nekje neprijavljeno odlagališče. Smo pa potem poiskali podatke in jih interno preverili. Torej, če sem recimo jaz poiskala neke podatke, je nek kolega, ki pri tem ni sodeloval, mogel pogledati moje dokaze in preveriti, da sem jaz pravilno ugotovila. Torej, sam dokaz, da je iz leta 2025 ocena o številu vozil, tip lastnika, ki smo jih imeli fizična oseba, zasebno podjetje, državno podjetje, občina, država in cerkev v enem primeru, mogoče kot zanimivost.
v enem gozdu v Vrtači, kjer je sicer več odpadkov bilo in če se ne motim, je ravno ta bil iz tega registra Ekologov brez meja. Smo našli tako res zaraščenih odpadkov in avtomobile, mislim, da še iz časa Jugoslavije. No. Ampak zdaj sem zašla. Preverjali smo torej še lastnike, tip lastnika, ko so bili podjetja, smo gledali, kaj je njihova dejavnost. Tukaj sem bila presenečena, ker sem sklepala, da bodo to avtomehaniki, avtoprevozniki večinoma, sicer je bilo 6 primerov, ki imajo kot glavno dejavnost avtoprevozništvo, sicer je bilo pa nenavadno veliko podjetij, ki se primarno ukvarja z nepremičninami, tako da ne vem, kaj nam to pove. In tole potrjevanje dejstev je trajalo 1-2 tedna, zdaj ne vem, ni nobenega, ki je to delal, ker mi smo bili primarno novinarji tukaj, ampak verjetno to niti ni tako zanimivo, sam hočem povedati, da smo pač preverjali podatke, ki smo jih objavili. Hkrati pa smo potem seveda z našimi ugotovitvami soočali inšpektorat za okolje. Z njimi smo bili v bistvu na vezi že od začetka praktično projekta, tako da so vedeli, kaj počnemo. Mi smo jim tudi rekli, da jim z veseljem pošljemo naše ugotovitve lokacije, če jim bo to pomagalo. In po 3 tednih smo dobili odgovor, iz katerega izhaja, da praktično za vse, kar smo mi našli, oni že vejo. Tako, zdaj ne znam povedati procent, ampak sigurno več kot 2/3 lokacij so že vedeli. V tem primeru, zdaj a se ti spomniš, koliko je bilo tega, kjer so ukrepali, pa je še vedno isto 1/3? Nekaj tasga, to zdaj ne vem na pamet, ampak ogromno je bilo tudi primerov, kjer so kar ukrepali, pa je bilo čez 1 leto spet isto, ali pa čez 10 let spet isto. Še več primerov pa je, kjer to recimo jaz ne razumem čist, pa sem upala, da bodo lahko pojasnili, kjer je ukrep za ne vem, 20 odloženih avtomobilov ali pa nekaj in je ukrep samo, odpeljte jih. In pa jih odpeljajo in je to. Jaz ne vem, kakšna je to kazen, ker če ti služiš s tem, pač jih odpelješ in čez 1 leto jih, ali pa čez 2 meseca jih spet nazaj pripelješ in nadaljuješ s to dejavnostjo. Tako kot človek tako razmišljam o tem, no. Ja, tudi ko smo pač preverjali, kakšna je kaznovanost, ne. Sicer nismo prišli, koliko je kazni zaradi onesnaževanja oziroma ogrožanja okolja in narave, ampak v zadnjih 10 letih se mi zdi, da je bilo izdanih samo 27 polnopravnih oziroma polnomočnih obsodb. Od tega so šle samo 3 osebe, torej 1/9 v zaporna kazen. Da je bila izrečena, še enkrat poudarjam, ne vem, koliko jih je bilo zaradi samih neprijavljenih odlagališč oziroma zbiranja izrabljenih motornih vozil, ampak podatke že pridobivamo za kazniva dejanja proti okolju, ogrožanje okolja in narave. Tako da tudi same kazni so zelo nizke oziroma jih praktično ni. In 2 konkretna primera, eden je v Postojni in eden je v Krškem, ki so pač oba sta mislim, da po 2 desetletji, več kot desetletje zagotovo, kjer inšpektorat je ukrepal, je tudi izdajal denarne kazni, naprimer konkretno za Postojno 60 000 evrov kazni, ampak pač kaj so nam odgovorili, da je postopek še v teku, ker izvršba kazni poteka, se pravi, te ljudi te kazni niso plačali, ampak stvar se dogaja naprej, odpadki so še naprej tam, tudi če so jih vmes odpeljali, so spet tam, tako da to se mi zdi, da res kaže na to, da očitno trenutna regulacija, trenutni ukrepi ne zadoščajo, no, ne vem. Mogoče še, oziroma ima tukaj kdo kaj za povedati, za dodati, za komentirati. Mogoče pa lahko povem še par nekih takih statistik, recimo temu, ali pa kaj smo mi ugotovili, torej celokupno trendi od teh 74 odlagališč, ki nam jih je uspelo potrditi. V bistvu je velika večina v lasti fizičnih oseb, več kot 75%. Tukaj smo vsem pričakovali, da bodo večino neke fizične osebe, ki imajo pol SP za avtomehaništvo ali karkoli.
Pa je ogromno pač preprosto ljudi, za katere nismo najdeli neke logične povezave, zakaj se oni s tem ukvarjajo ali zakaj imajo te avtomobile. Kot sem rekla, med zasebnimi podjetji, ki jih je bilo okrog 10%, je bilo največ avtoprevoznikov, veliko tudi nekih nepremičninskih agencij, ne vem zakaj. Vsako peto je bilo na zemljiščih v lasti občine, države in tako naprej. V teh primerih smo tudi pisali torej tem konkretnim inštitucijam, ali oni za to vejo, kako so ukrepali in tako naprej. In mislim, da v večini primerov so vedeli za to. Par primerov je bilo, kjer so pač rekli, ja, mi smo pisali inšpekciji za okolje in potem se nič več ni zgodilo. Ali pa prav v Novi Gorici, v tej industrijski coni Meblo je eno takih odlagališč, ki je deloma v lasti DSU-ja, torej državnega podjetja, deloma pa pač ne bivši Meblo. In oni so rekli, da je že prej to imela v lasti DUTB in je pisala že leta 2022, če se ne motim, skratka že pred leti to poskušala rešiti na svoje stroške, ker se nič ni zgodilo in jih je potem okoljski inšpektorat opozoril, da ne smejo tega odpeljati, ker ne vejo, kdo je lastnik avtomobilov, torej da iz svoje zemlje ne smejo odpeljati, ker se ne ve, kdo je lastnik. To je pač ta dilema, ne, da če nisi lastnik, potem kaj, ne moreš kar ukrasti vozila, samo po drugi strani pa če je na tvoji zemlji onesnaženo, ne vem, meni se to zdi neka luknja v sistemu. Skratka, ugotovili smo, da je potem ravno letos pomladi DSU še enkrat pisala inšpektoratu, kaj se zdaj dogaja, oni so nam pa sporočili, da skušajo ugotoviti, kdo je lastnik in da postopek še poteka. Ampak tam je od, ne vem, več kot 10 let odlagališče, ne samo avtomobili, tudi kupi avtomobilskih delov, verjetno delov, ki se ne prodajo za večji denar. Mislim, da je bila ravno prej slika, zdrobljeno steklo je, bili so avtomobili, iz katerih vidno iztekajo tekočine. In uradno pač ja, inšpekcija ukrepa, ampak to traja toliko dolgo, da se mi zdi, da tudi kaže na neko problematiko na tem področju. Ko si ravno govorila o teh parcelah, kjer ljudje niso lastniki avtomobilov, ne, ki so odloženi gor, smo imeli tudi en primer, zdaj ne vem točno kje z glave, ampak eden izmed teh lastnikov zemljišča, na katerih odlaga sosednji, kako naj temu rečemo, sosednji subjekt, ki se ukvarja s avtomehanično delavnico. Krško Lana avto. Krško, točno. Kočevje. Aha, no, hvala lepa. Sosed ni vedel, da ima pač te avtomobile na zemljišču in je tudi pozval torej lastnika, da pač uredi v prvotno stanje, tako kot je bilo, preden je začel odlagati. Tako da ne bom rekla v večini, ampak v veliko primerov si upam trditi, da v bistvu lastniki zemljišč niti ne vejo, ne, za ta problem, da ga imajo. No. Ne, pomislil sem še na eno stvar, ki si opisovala. To čist. Čak sam nekaj moramo skočiti, te fotke, ki se zdaj vrtijo, pa niso, so pa iz Junga, kjer legalno razgrojujejo avtomobile, ki smo hoteli videti, kako to zgleda, da ne bo iz konteksta vzeto. Ja. Hotel sem vmes poiskati še mnenje profesorja iz biotehniške, a imaš ti to že sprintan, ja. Mogoče je to treba povedati, ne? Ker ravno tam, ko si začela pripovedovati o tem, za kakšno onesnaženje gre oziroma s čim se soočamo, ne, smo pridobili tudi mnenje profesorja z ljubljanske biotehniške fakultete Mihaela Tomana, ki je hkrati tudi podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, se pravi eden od vodilnih ekologov pri nas. In je nam napisal v bistvu ene par zelo konkretnih podatkov, kaj se v avtomobilih nahaja in kaj je nevarno. Povedal je takole, da so med najbolj nevarnimi avtomobilskimi deli akumulatorji z elektrolitom,
ki je raztopina žveplove kisline in distilirane vode. Vsebuje pa še težke kovine, kot so živo srebro, kadmij, svinec in nikelj. Ti elementi v organizmih delujejo kancerogeno, toksične pa so že majhne količine. Predvsem za vodne organizme so nevarni tudi ostanki olj in bencinov, nam je povedal. To so pa snovi, ki so v večjih količinah akutno strupene, sicer so pa tudi kancerogene. V preiskavi smo izvedeli še, da 1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov vode. Pitne vode, oziroma vode, ja. Ja. To je še ena stvar, za katero jaz nisem vedel in me ravno tako zelo presenetila, zelo negativno presenetila. Ja. Ok, zdaj smo povedali, kaj vse je narobe. Mogoče se lahko pogovarjamo še, kaj bi lahko spremenili, kaj bi lahko bilo boljše, ali pa prisluhnili kakšnemu mnenju glede tega, lahko glede našega dela, lahko karkoli iz publike. Bomo z veseljem podali mikrofon, no, če bi kdo kaj povedal. Ja, povabimo vas, da se vključite, pa tudi Jaka, če nas poslušaš še, če imaš še kaj za dodati. Mogoče, če smo pri rešitvah, ravno ta potencial tehnologije, ker seveda Slovenija je krasna država tudi zaradi svoje pestrosti, če pogledamo topografsko, če pogledamo pokrita z gozdovi. In to seveda, da imamo ogromno gozdov, je krasno, ampak če želimo, ne vem, si olajšati nadzor, pa imamo samo, ne vem, 50 okoljskih inšpektorjev in podobno, z satelitskimi posnetki, z letalskimi posnetki, je gozd se ampak vseeno, so tudi druge radiologije, ki se jih lahko na drone mobilizira in podobno. Tako da imamo vseeno tudi nekaj tehnoloških orodij, ki pa naši sistemi nadzora jih še niso komponirali. Zakaj bi mogel inšpektor vsakič iti v živo nekaj preveriti, če bi lahko na hitro doma v pisarni naredil vsaj uvodno preverbo, če je jasno, ko ima na voljo, ne vem, 1 teden star zračni posnetek, da je tam nekaj narobe. A se splača sploh iti v živo pogledati, ne? A je, ne vem. Se mi zdi, da je precej ene optimizacije možne, tudi na to, da imamo servise, ki vsak dan dajo na voljo ažurne satelitske posnetke območij, tudi precej visoke natančnosti. Če bi želeli, bi lahko za, na primer, ne vem, določena kritična območja tam imeli neko avtomatsko zaznavo. Sej algoritmi za strojno učenje na prostorskih podatkih, na slikah, neko prepoznavo vzorcev, to so 40 let stare stvari, se ni nič novega v resnici, ampak nimamo mogoče tudi še tega tehnološkega opolnomočenja v samem našem sistemu okoljskega nadzora. Ja, jaz bi v bistvu tukaj nekaj dodala, ker še nisem povedala, da smo o tem razmišljali tudi mi. In smo v sodelovanju z Mišo Gagarinom poskušali razviti neko tako orodje, ki bi nam pomagalo pri prepoznavi lokacij ilegalnih, neprijavljenih odlagališč avtomobilov. In sicer na način, da v orodje Earth Index, ki deluje pač kot neka umetna inteligenca, kamor ti daš nek nabor satelitskih posnetkov in pol se on uči iz teh posnetkov in poskuša prepoznavati vzorce. Mi smo torej notri naložili vzorec lokacij, ki smo jih našli. In v teoriji bi ta orodje potem iskal podobne lokacije, ti pa kot človek preverjaš in rečeš, to je, to ni, to je, to ni, in na ta način učiš orodje, da je z vsakim krogom boljši. Ideja se mi zdi še vedno čisto izvedljiva in dokaj preprosta, če imaš dostop do teh satelitskih posnetkov. Se je pa v našem primeru zgodilo, da je bila preprosto kvaliteta teh satelitskih posnetkov, ker smo delali z prosto dostopnimi, preslaba. Avtomobili so pa v bistvu še vedno razmeroma majhni za satelite in rabiš eno najvišjih kakovosti, da dovolj jasno razpozna. Druga stvar je pa bila, da so pogosto te odlagališča mogoče iz zraka izgledajo podobno kot parkirišča.
Tako da to se mi zdi ideja, ki v prihodnosti čist bo izvedljiva. Satelitski posnetki, tudi visoko kakovostni, so vedno bolj dostopni in mislim, da je vredno ne pozabiti na njo in mogoče čez leta spet probati. Tokrat nam ni uspelo, poskusili smo pa še nekaj in točno to, kar je govoril Jaka, smo poskusili namesto, da bi mi zdaj ful časa izgubili s tem, da se vozimo iz enega na drug konec Slovenije, če bi lahko s temi satelitskimi posnetki, ki so enkrat na teden posneti, preverjali, ali je lokacija še vedno aktualna, da se ni vmes recimo počistila. Ampak tudi tukaj smo pač prišli do sklepa, da so bili prosto dostopni posnetki preslabi za to, kar smo mi hoteli dokazati in bi rabili plačljive. Verjamem pa, da bo čez nekaj let to veliko bolj dostopno z finančnega vidika in se bo marsikaj dal narediti. Pa bi mogoče povedala še eno, ne vem, rešitev, premislek, kakorkoli, ki je mene prešinila. In sicer, torej, zdaj verjetno nekateri gosti to poznajo, nekateri ne, zato bom poskušala po domače razložiti, kaj je dajatev na izrabljena motorna vozila. Torej, v teoriji, če imaš ti izrabljeno motorno vozilo, ki ga odjaviš in ga ali predaš legalnemu razgrajevalcu oziroma zbiralcu vozil, ki poskrbi, da gre to v razgradnjo. Če tega ne želiš storiti, pa lahko plačuješ dajatev na izrabljena vozila, to sicer začneš plačevati šele po 2 letih od odjave, ampak recimo, da je nek ukrep, ki naj bi spodbujal, da se ta vozila ne kopičijo in da grejo v razgradnjo. Sicer, če sem si prav zapomnila, to plačuješ 10 let in nanese nekih 200 €. Ni zares, po mojem, da to ni tak znesek, da bi ful spodbujal ljudi, da dajo vozila v razgradnjo, ampak kar je bilo meni bizarno, je, da pač po zakonu te davki grejo za gradnjo novih cest, ki v teoriji spodbuja še več avtomobilov in ena stvar, ki se meni tukaj porodi, je, da bi mogoče ta denar, ki je očitno namenjen oziroma njegov namen tega zakona je verjetno, da se avtomobili spravijo v razgradnjo, da bi ta denar namesto za nove ceste namenjali ali za osveščanje ljudi o tem sistemu, ker mnogo ljudi sploh ne ve, da lahko zastonj oddajo svoj avto v razgradnjo, ali za, ne vem, kadre na inšpekciji, ali pa mogoče za neke subvencije, spodbude, kakorkoli ljudem, ki razgrajujejo avtomobile skladno z okoljevarstvenimi dovoljenji. Tako, ja. Kdo še, kakšen drug? Ne, jaz bi tle sam rada še dodala, da tudi na naši spletni strani, ko boste vtipkali ostro.si Autogrob, boste lahko videli tak poenostavljen postopek za vse tiste, ki niste ki niso morda seznanjeni s tem ali se bi pa radi seznanili, kaj je tista prava pot, da je bil tudi to eden izmed naših namenov, če poskrolate proti dnu strani. Še malo. Takole. Tukaj imamo zapisano, tukaj zgoraj je pa še animirani video, ki si ga lahko gledate in v bistvu ste seznanjeni, da ne boste tudi videli problema. Tukaj imate pa v bistvu še vse evidence o zbirateljih in o potem tudi razstavljalcih, ki imajo no evo, to je tudi mene, ko smo to delali, presenetilo. Jaz sem pričakovala, da bo na spletnem mestu ministrstva ali inšpektorata, ali ne vem, da obstaja spletno mesto, kjer imaš zemljevid in si tako, ok, jaz sem iz Vrhnike, moj avto je fuč, kam lahko zdaj jaz odpeljem ta avto? In pol se srečaš s to evidenco, ki mislim, da ni najbolj prijazna nekemu povprečnemu uporabniku in verjamem, da Sorry, mi smo se s tem ukvarjali vse leto, pa sem jaz vsakič porabil 5 minut, preden sem spet našel tale dokument. To je res katastrofa. No? Ja, res je. Pa smo ga imeli skoraj v vsaki delovni verziji. Sej to, no, tako se mi zdi ena zelo preprosta stvar, ker nič ne stane, da bi to bilo malo bolj prijazno in dostopno za povprečne državljane, ki iščejo, kam lahko dajo svoj avto. No, tako. Smo pa tudi ministrstvo oziroma ne, inšpektorat smo vprašali, kje je po njihovo neko pomankanje v njihovih pristojnostih ali pa v regulaciji, da bi oni lahko boljše ukrepali. In
v bistvu so odgovorili, da oni menijo, da bi moglo biti več usklajenega ukrepanja med različnimi organi, naprimer, da bi oni skupaj s Fursom prišli, ker pač pogosto gre tudi za neko delo na črno ali pa neplačevanje davkov, kakorkoli, ali pa s policijo, če gre za neke prekrške, kazniva dejanja in tako naprej. Pa zdaj, ker jih ni, da povemo še to, da so prav letos potem delali usklajeno akcijo z področja izrabljenih vozil in ravno na isti dan, dan preden so nam odgovorili na vprašanja, so dali ven svoje sporočilo o ugotovitvah. Če se ne motim, zdaj govorim na pamet in ne vem, če so številke točne, ampak da so uvedli 33 postopkov, dali 3 opomine, in 10 inšpekcijskih odločb. In 10 odločb, ostalo je pa še v teku, ker imajo verjetno. Ker so prezapletene situacije, se pravi, še vedno poteka nek ugotovitveni postopek. Ne? So pa tako na Ministrstvu za okolje kot na inšpektoratu oboji poudarili oziroma polagajo upe v predlog uredbe Evropske unije o zahtevah krožnosti pri zasnovi vozil in ravnanju z izrabljenimi vozili, ki je bila predlagana in je njeno besedilo že bilo sprejeto. In kar oni predvsem poudarjajo je, da prinaša to, da bo končno jasno definirano, kaj je izrabljeno vozilo, ker kakor so nam rekli, se soočajo zdaj s tem, da zakon ne definira jasno, kaj je izrabljeno vozilo in zato pač kdaj ne morejo ukrepati ali kakorkoli. Tako da ta uredba ne bi to rešila, sem pa šla gledati predvčerajšnjem in ne bo sprejeta tako, kot se je pričakovalo na začetku leta, ker je šla v neko usklajevanje in mislim, da v tem usklajevanju ne vem, kaj se bo zgodilo, no? Ampak javili so mi, da če bo v prvi polovici leta, upajo, da bo v prvi polovici leta, mogoče pa ne vem, a se nekaj zapleta. Mislim, da ravno jutri bodo nekaj razpravljali o tem. Tako da to je zdaj neka taka regulativna stvar, ki ne bi prinesla nekaj dobrega, ampak bomo videli, kaj bo na koncu iz tega. No. Jaz bi tle mogoče samo dodala, kakšni so pa odzivi teh oseb, ki kopičijo na neprijavljenih odlagališčih. V veliki večini primerov je njihov odziv, to ni odlagališče, mi se pa samo ukvarjamo z neko dejavnostjo. Ja, v redu, sem ni prijavljena. Ne? V veliki večini so se tudi odzvali in rekli, ja, sej zaradi ali različnih razlogov, kot je starost, bolezen, to opuščamo, ne? Ampak tudi sam odvoz teh vozil poteka zelo počasi, ni to danes na jutri. Če se vrnem nazaj k tem razlogom, ne? Zakaj so sploh začeli to početi. Ja, kaj je namen tega? Vprašanje ponavadi ostane neodgovorjeno, ne? Oziroma, ja. Ja, ne, sej možno, da so nekoč imeli neko dejavnost ali so imeli pa idejo o dejavnosti, pa potem to ni uspelo, ne? Da se je življenje zapletlo. Ne? Ampak to je samo naš razmislek, v resnici pač je treba na to gledati kot na pravni problem in pa ekološki problem in ga je treba sanirati vsak. Mislim, zdaj osebni razlogi tle ne smejo igrati vloge. Ne? Ja. Ja, to sem hotela poudariti, kakšni so odzivi oseb. Ne? Tako da, ja. Prav tele fotografije so iz odlagališča, ki je 200 metrov od Ljubljanice in tukaj, če vidite, to je bilo po enem deževju in poplavlja. Ne? Tukaj so tudi nive. To je vse voda tle. Dobesedno ob odpadkih. In zanimivo, če si kdo želi kakšne investicije, to se prodaja. To se prodaja. Tako da lahko kupite. Ja, pa je sredi mirne zelene oaze ali nekaj tasga. Tako da jaz mislim, da je to, kar smo mi imeli pripravljenega. In kot sem rekla, smo veseli vseh mnenj, opomb, pritožb, pohval, karkoli, če bi kdo kaj povedal. Če ne, bi pa sam še to omenila. Oštro je neprofitna organizacija, financiramo se skozi projekte. To je bil eden od projektov, ki nam je na koncu pobral veliko več sredstev, kot smo zanj dobili skozi projekt, se mi zdi, ali pa veliko več časa, kot smo si mislili. No.
Imamo pa tudi opcijo, da nam ljudje namenijo odstotek dohodnine, ki vsak lahko namen komor hoče, kjerkoli nevladni organizaciji, ali pa gre to za davke, kakorkoli, mislim za državo. Tako da samo rekla bi, da to opcijo imamo, če koga zanima, drugače pa ja. Smo odprti za komentarje. Projekt Ministrstva za kulturo, ne dodamo še. Tako, ja. Samo še to, če imate vi ali pa na live streamu še slučajno kakšno takšno lokacijo, vedno jo nam lahko posredujete preko vseh naših kanalov. Se bomo trudili, da bomo to posodabljali, da bo nastala še kakšna zgodba naknadno, kakšna številska, kakšnega posamega primera. Tako da ja. Ste vi mogoče kje videli v vaši okolici kakšen tak problem ali pa ne vem, v prvi vrsti imamo tudi nekoga, ki je legalno, ne, kako pa z vaše strani to dojemate? Ja, si lahko kar mikrofon vsi podate. Jaz bi prvo rekla tako, zdaj res, da s tem stanjem se mi že kar nekaj let probamo opozarjati, da je dejansko to stanje. Jaz ne moram danes verjeti v bistvu, da vi ste zdaj to znali res dokazati in ste pokazali, da je to. Mi se na ministrstvu dostikrat govorimo, jaz prvo bi povedala tako, da izrabljeno vozilo je klasifikacijska številka 1601006 in zvezdica. To pomeni, da v bistvu govorimo o nevarnem odpadku. In to je žalostno, ker v bistvu okoljevarstveno dovoljenje imamo za nevaren odpadek, da se odločevalci zavedajo, da gre za nevaren odpadek, ne? In potem je stanje v Sloveniji tako, kot smo ga danes res vedeli. Naredili ste neverjetno delo. Tako bom rekla, cela Evropa, tudi ministrstvo, ki sem poslušala, kaj so imeli inšpekcija, ne? Da bo zakonodaja, ki prihaja evropska, rešila problem med izrabljenim in odjavljenim vozilom. V Evropi se res soočajo s tem problemom, zato se tudi direktiva spremenja v uredbo, kar pomeni, da bo prisilila članice, da bojo na temu nekaj naredile, ampak v Evropi zmanjkuje 30% vozil, pa je cel halo. In teh 30% načeloma gre res ven iz teh držav, ko so Nemčija in to. V Sloveniji pa težko dopovemo, da pa ne zberamo niti 30% vozil in da jih 70% izgine. In to ne samo letos, to je že dosti let, ki na to opozarjamo in si zatiskamo oči. Zakonodaja je kar napisana strogo za tiste, ki se s tem želijo legalno ukvarjati, ne? Ampak potem je to tudi posledica stanja tako, ko je. Ne? In tudi, ko sem poslušala, inšpekcija ve o temu. To me najbolj razžalostilo in ve o temu. In se pravi, vsa ta leta ve in kaj je tukaj narobe, da se potem nič ne more narediti. Je brez veze, da govorimo tukaj o nekih satelitskih posnetkih, ker jih lahko imamo 1 milijon, 2 milijona, če v bistvu na te posnetkih imate že vi posnetke, se nič ne bo zgodilo. Ampak je treba poiskati v bistvu na to, kar skozi govorimo. Je malenkost, ki kot družba recimo lahko spremenimo. Recimo, ko je ena taka, zdaj se trenutno se ukvarjamo s tem problemom, se odpira zakon o motornih vozilih. Ampak zakon o motornih vozilih spada pod Ministrstvo za infrastrukturo. In mi imamo problem tukaj, ker enostavno to vsi mislimo, da gre problem mopeja, da je to samo okolje. Ampak če ne bojo naša ministrstva eno z drugim v roki delala, potem ne bomo tega rešili, ker ti problem se začne na registracijski enoti. Mi smo rekli prej v bistvu odjavljeno vozilo, dajatev na odjavljeno vozilo, da vas popravim, ni na izrabljeno, ampak je na odjavljeno. To pomeni, da ti avto, ko odjaviš 2 leti, to v bistvu v zakonu je 1 leto, imaš možnost odločanja, kaj boš ti s tem avtom v bistvu naredil, kar je tudi prav, da imajo ljudje, lahko ga bojo registrirali, popravili. Potem, ko je bil COVID, se je to z nekim odlokom spremenilo, da začasno ne bi bilo to 2 leti in že tukaj vidimo malomarnost, da je ostalo še vedno 2 leti. Da nobenega sploh ne briga ta problematika. In tukaj je recimo stvar, ki opet tudi opozarjanje, res okoljski inšpektorji lahko delajo za izrabljena vozila. Mi imamo pa odjavljena vozila. To, kar vi kažete, so odjavljena vozila. In to ljudje odjavljajo, kao gre za tujino. In v bistvu, kje so ti avti, mislim, da ste jih prav nazorno pokazali, da so avti tu v Sloveniji ostali. Ne? In tukaj je treba se sistemsko recimo pogovarjati, da v bistvu se res reši. To je malenkost, ki se lahko reši. Samo v enem členu znotraj zakona
In potem v bistvu bomo imeli pol tega manj. Vse luknje se bojo vedno dobile. Ampak tukaj se samo posluh. In jaz danes sem prepričana, da dejansko smo tukaj tisti, ki nam je neki mar za okolje, ne? Ampak tisti, ki imajo vpliv in ki bi lahko to neki prisluhali, sem prepričana, da jih danes ni. In to je to isto, ko bi jaz res mnenje ljudi, kaj sploh lahko še naredimo, da prepričaš odločevalce, da samo z eno malenkostjo lahko tega rešimo. Govorimo o prelepi Sloveniji, ki nas z nekimi srčki, pa ne vem, Love Slovenija, ne vem kaj, ki je res čudovita dežela. In na tem odpadku smo zmrzani. In tukaj moram še res se zahvaliti ekologom, ker dosti let probamo opozarjati nevladne organizacije, da izrabljena vozila so problem. In da v bistvu, kadar, mislim, da bojo tukaj res povedali novinarji Oštra, da ko se enkrat spogledaš s tem problemom, ugotoviš, da to je nenormalno. Jaz imam poklicno deformacijo, s kamorkoli grem, to je nenormalno. V Sloveniji posod vidiš izrabljena vozila. In govorimo o res eni lepi državi, ki se imamo za čiste, spravi Slovenija je čista država, samo na določenih odpadkih resnično nekje zmrznemo. Tako da jaz bi prosila še za kakšno, Igor, še ti mogoče kot več mal povej, ker zastopaš tudi to problematiko. Ja. Hvala. Najprej moram reči, najlepša mu hvala za tole. Kaže eno sliko, kaj pravzaprav se v Sloveniji dogaja. Na takih zadevah smo žal ponavadi prepričujemo. Unih, ki bi bilo pa treba prepričati, unih, ki imajo možnost kaj ukrepati, dosežiti, tistih pa običajno na takih zadevah ni. Koliko pereč je problem, kaže na to, da v Sloveniji je 27 registriranih obratov za razgradnjo. Vi ste v tem trenutku, da predstavljate 74 lokacij. To se pravi trikrat toliko pravzaprav, kot je legalnih obratov. In število obratov pravzaprav ne narašča, narašča pa število nelegalnih odlagališč. Ali se ponavljajo, ali se selijo, ali se pojavlja na novo, je pravzaprav brezpredmetno. Tisto, kar je še ena od nonsensov pri vsem skupaj, je to, da na koncu koncev te inšpektorji, ki prepričujejo vas in nas, da so naredili vse in da se več ne da narediti, obiskujejo teh 27 legalnih in jih preganjajo in jih na križ pribijajo za kapljice ola in za mogoče ne čist dosledno izvedene postopke, ne? Zraven pri sosedu so pa takele stvari, kjer pa ni kapljica, ni nedosleden postopek, ampak je norčevanje iz vsega, kar je. Ne? Tako da in tudi kar mi poskušamo narediti, ko objavimo kakšne podatke, ne, je bolj pomemben, da se državne inštitucije nam postavljajo po robu, da te podatke, ki jih mi dajemo, niso merodajni, niso preverjeni, niso, se pravi, gost nam propada, ampak mi se zaradi ene smreke ali pa enega postopka smo se pa pripravljeni pa prepričvati, da se, ne vem, najbrž da se operemo pred nekom že. Ne? Tako da se bojim, da gre iz slabega na slabše, ker število vozil raste. Posebna zgodba so hibridna pa električna vozila, ki ste vi omenili, da itak je najbolj nevaren odpadek akumulator
in tam so akumulatorji, tam so predvsem akumulatorji. Tako da to, kar nas čaka, ne jutri, danes, je žal zgodba, ki ne vem, če ima kaj dosti pristašov, optimistov pri sebi. No? Tako da res pa še enkrat hvala vsaj za tole. Mi, ki se s tem ukvarjamo že veliko let, to več kot znamo ceniti. Na misel mi je vmes prišlo samo še to, da je ena prvih okroglih miz na temo nepravilnega ravnanja z izrabljenimi vozili bila prav v Novi Gorici 19 let nazaj. Ja. In pristopili smo približno na tak način, kot ste vi danes tukaj, z bistveno manj lokacijami, vendar z isto srčiko zgodbe. Ja, upimo, da bo čez 19 let kaj drugače. Hvala. Ja, vam pa hvala, ker vztrajate, pa seveda, da ste prepoznali tudi sodelovanje z nami, novinarji in pa z ekologi. Hotel sem vas pa samo dopolniti z eno izkušnjo iz naše preiskave. Rekli ste, ne, da vas inšpekcije zelo nadzirajo. Ne? Mi smo govorili z enim od uradnih razgrajevalcev, ki pa ni želel biti imenovan iz razlogov, pač, ki jih ima v zvezi s svojo dejavnostjo. No, in nam je rekel, ne samo, da ga inšpekcija ves čas nadzira, ampak da so te zahteve zanj toliko rigorozne, da bo prekinil s to dejavnostjo, da ne more, da se mu ekonomsko več ne splača biti uradni razgrajevalec. Ja, mislim, jaz, če si predstavljam, ko sem videla toliko primerov, kjer je to čist nelegalno, pa pač pride inšpekcija enkrat na 5 let, zdaj karikiram, in reče, dajte to pospraviti, in to je to. Ja, pa sej, zakaj bi tako, če smo barabe, zakaj pa bi delal legalno, pa delal, ne vem, vsak dan dnevno poročilo, pa meritve vode, pa ne vem kaj, če lahko pa sam plačaš 10 ur kazni, pa imaš dobič. Tako, po mojem, tako ljudje, ki delajo nelegalno, razmišljajo in pač seveda, valjda, če imamo legalne, morajo biti neki postopki, morajo biti neka poročila, morajo biti neka merila, to seveda mora biti, ampak tudi jaz, kar sem govorila z različnimi razgrajevalci, ali pa tudi do tega sem potem sama prišla, ker sem videla vse to, se začneš spraševati, zakaj, ne? Oziroma, verjetno si mislim, da inšpekcija, kakor ima ljudi na voljo in kakor ima področji za pokrivati, da potem verjetno z področja izrabljenih vozil večino svojega časa, ki ga imajo, namenijo za to, da preverjajo, da legalni razgrajevalci delajo skladno, tako kot ste pa rekli, sosed pa pač ne. Ja. Sej, pardon, takoj, mogoče sam kontekst, ne, se pravi, nadzor je rigorozen in gotovo je prav tako, a ne, ker gre za pač varovanje okolja. Če sem prav razumel, no, iz tistega pogovora, ki sem ga jaz imel z gospodom, je omenil, da je problem nelojalna konkurenca. Nisva šla v podrobnosti, ampak ravno to, a ne, da eni pa ilegalno oziroma na neregularen način to isto dejavnost opravljajo, tam nastaja ta izguba ali pa pač neekonomičnost, ki pesti uradne razgrajevalce. Jaz sem samo tukaj dodati to, da to je res. Ne? Recimo, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ni to postopek, ki je, da tako greš to upravno noto, pa nekaj dobiš, res za kompleksen postopek. Ne? In smo že toliko daleč prišli, da recimo ena kolegica je že dala noter okoljevarstveno. Veste, kaj pomeni, da ti se odrečeš okoljevarstvenemu, ker enostavno ni bilo več, ni pilo vode. Je enostavno se pridružila rajši nelegalnim, ker prideš boljši skozi, pa na konci delaš šli tako. Ne? In mislim, da če bomo šli na tak način
potem pomeni, da bojo začeli res počasi vsi tako razmišljati, da bojo se pridružili recimo ilegalni strani. Ne. In tudi to je, ne, da recimo druge države imajo pa to urejeno. Zato sem jaz tudi rekla, mene je roza, ko to isto skozi poslušamo. Ne. Počakajmo, ko bo prišla nova evropska uredba. Kadar pride ta evropska uredba, je najmanj 3 leta potem, ki je treba še v bistvu prilagoditi in implementirati. Pa to je obdobje 3, to bo 5 let, ko bomo mi lahko sploh dobili neko rešitev. In se pravi, še 5 let bomo dopuščali, recimo, ker v 5 letih itak bojo dali že vsi noter, ker se že resno pogovarjamo, da damo vsi noter okoljevarstvena, pa v bistvu se pridružiš, naprimer, ker to je kazen. Če ti da hočeš delati po pravilih, pa okolju recimo prijazno, si dobesedno kaznovan. In v vseh teh letih, ki pravim, dajmo ustrajati prav tako. Ne. Tudi, da so pravila, se strinjam, da ne bi kdo razumel. Jaz pravim, tukaj se igramo z okoljem in je prav, da so pravila, da so monitoringi, da so v bistvu, da je potrebno temu tudi primerno ravnati. Samo potem morajo ta pravila biti za vse. In kakšno sporočilo dajemo mi, da to dopuščamo, je potem pa drugo vprašanje. Ma še kdo kaj za dodati? Tudi od ostalih, ne? No, potem bi se pa še enkrat zahvalila vsem, ki ste prišli, ki ste poslušali tem debatam, prispevali k njim. In ja, to je to. Upam, da bomo čez nekaj mesecev lahko še kaj dodali k temu ali pa da bomo skozi ta medijski pritisk mogoče uspeli kaj premakniti, čeprav ne vem, koliko smo lahko optimistični. Ampak ja, še vedno je videti, da obstajajo ljudje, ki jim je mar za okolje, ki jim je mar, da se delajo stvari po pravilih, in mogoče je lahko to en začetek ali pa kakorkoli, no, za vas ni začetek, za nas tudi ne, ampak tako, neka iskrica k spremembam. Hvala.